Lep pozdrav v podcastu Odmev tedna. Tokrat zanimive dogodke komentirava z našim komentatorjem. Z nami je dr. Žiga Turk. Lepo pozdravljeni. Dober dan. Dr. Žiga Turk, smo v tednu, ko se je oblikoval Državni zbor in vi ste takrat napisali na svoj X račun, kajti izvoljen je bil Zoran Stevanović, ste rekli, in ob vseh teh komentarjih in vsem tem ste pač rekli, da gre za v bistvu pragmatizem v demokraciji. Povejte nam, zakaj je šlo pri tej izvolitvi? No, najprej moramo neke osnovne pojme razčistiti oziroma neka pričakovanja, ki jih imamo do političnih sistemov, postaviti na realna tla. Demokracija je vladavina ljudstva. Ključna prednost demokracije pred drugimi sistemi je, da lahko oblast vsakič reče: dragi volivci, vi ste nas izvolili, zato pač zdaj mi neke stvari delamo, ker ste nas vi izvolili, si mi lahko privoščimo, da vam pobiramo davke, da vas kontroliramo oziroma delamo red s policijo, da vam sodimo in tako naprej. In seveda ljudje izvolijo po svoji vesti oziroma po tem, koliko jim je nekdo blizu, koliko jih nekdo prepriča, koliko je nekdo popularen, koliko je nekdo tudi populist. In gospod Stevanović je bil na ta način izvoljen v parlament. Torej ima povsem legitimen mandat. Če bi mi želeli sistem, v katerem vladajo najboljši, ne, ali pa najbolj vzgojeni, zato taki, ki so se celo življenje učili, da bi vladali, takemu sistemu se je rekla aristokracija. Aristokrati so se od malih nog naprej učili, da bi bili čim boljši vladarji. Če pogledamo tudi, angleške kralje in prince, ne, njihova celotna izobrazba gre v to smer. In zato so imeli Angleži Elizabeto II. Z njenim, kako bi rekel, šlifom in obnašanjem in tako naprej. In mi imamo Natašo Pirc Musar. Ne. Podobno je z parlamentarci. Ne. Demokracija ne prinese na površje najboljših, ampak prinese najbolj popularne. Zakaj je bil ravno gospod Stevanović izvoljen za predsednika Državnega zbora? Zakaj pa ne? Ne? Ima mandat ljudi in oblikovala se je neka večina, ki je njega izvolila. In zaenkrat, kolikor ga jaz gledam, njegove nastope, tudi včeraj na Tarči, opravlja to funkcijo z potrebnim, kako bi rekel, dostojanstvom oziroma z, potrebnimi manirami. Tisti, ki imajo zdajle največ povedati proti njemu, so ploskali, ko je predsednica Državnega zbora recimo boksala v Državnem zboru z Dejanom Zavcem. Ne? Zdaj, takrat, ko se bo gospod Stevanović spravil v Državnem zboru, v tisti okrogli dvorani, pred poslanci v rokoborbo s kakšnim drugim borcem, a ne? Takrat bom bolj zastrigel z ušesi, kot sem zdaj. In še nekaj moramo vedeti, ne? Zakaj je pravzaprav gospod Stevanović imel možnost. Kot sem že rekel, zelo ga kritizira seveda leva stran. Ne? Ampak vendar za levo stran je gospod Stevanović bistveno boljši kot kdorkoli iz SDS-a. Namreč SDS pa oni v celoti odklanjajo. Ne? In za njih je Stevanović bistveno boljša rešitev, kot če bi bil predsednik Državnega zbora, recimo Janez Janša ali pa Aleš Hojs ali pa kdo iz, bom rekel, dolge klopi poslancev SDS-a, ki imajo dolge izkušnje v politiki, ki so se že izkazali, ki imajo tudi šlif in manire in izkušnje s tem, kako voditi neka večja politična telesa. Ne? Skratka, za te, ki ga najbolj kritizirajo, on sploh ni najslabša izbira in mislim, da je v tej izključevalnosti predvsem svobode proti SDS-u in zavračanjem vsakega sodelovanja, graditve celotne njihove politike pravzaprav samo na tem, da ne bi bil Janša, da bi izločili SDS, da bi gradili vlado narodne enotnosti, ne, brez SDS-a, ki predstavlja pravzaprav tretjino volilnega telesa. Tukaj je jedro problema in dokler bo
to tako, dokler ne bo Svoboda razumela demokracije, vsaj tako, kot je razume gospod Stevanovič, ne, on pravi, vsi smo bili izvoljeni in smo bili izvoljeni zato, da sodelujemo na tak ali pa drugačen način. Ne. Svobodi to ni jasno. Ja, in to je res, kar pravi. Ne. Zdaj ta beseda pragmatizem. Ne. Torej, njegovo kandidaturo so seveda podprli poslanci Resnice, to je njegove stranke, pa tudi SDS. Tukaj je bilo glavno leglo problema. Se je vprašanje, zakaj pa res niso prej podprli Gibanje Svoboda, zakaj ga ni podprlo, zdaj, če bi jim ustrezalo in če jim to ustreza? Kot sem rekel, ne, Gibanje Svoboda gradi na izključevanju SDS-a. In kot je rekel Janez Janša, niso znali šteti. Če bi oni znali šteti in če bi šteli do 46, potem bi ugotovili, da jim to izključevanje ne prinaša, kako bi rekel, da nimajo glasov za to izključevanje. Ne. In zdaj jokati potem, ko so zavozili svoja pogajanja in ko so zavozili ustvarjanje pravzaprav neke širše koalicije, je prepozno. Ja. No, tista slika je tudi povedna, recimo prva slika Državni zbor po novem, ne. Zdaj na njej manjka kar nekaj poslancev Gibanja Svoboda, to najbolj opazno je to, da manjka Robert Golob, pa menda tudi Tamara Vonta, pa Žavbi, to se pravi, to je nekaj, kako bi človek rekel, no, zdaj to je zgodovinska slika in tebe ni na njej, ne. A veste, to je tako, kot da bi, mislim, da na neki Demosovi vladi nekoga ni bilo, pa so zdaj rekli, joj, ravno takrat, mislim, da mi je Peterle nekoč razlagal, da je ravno takrat se nekaj zgodilo, pa nekdo ni in zdaj ga ni na zgodovinski sliki. Ne. To je neka nezrela užaljenost, bi človek rekel. No. Jaz bi rekel tako, ne, to je zgodovinska slika, zato ker Goloba ni na njej. Ne. Ja. To daje tej sliki nekaj več kot samo pač rutinsko fotografiranje še enega sklica parlamenta. Do zdaj so bili na takih slikah vsi poslanci. Nikomur se ni zdelo, da je več vreden, da je v slabi družbi, da je nevredno, da bi se pokazal v tej družbi. Golob, Žavbi in še nekaj njih, ki jih na tej sliki ni, so s tem pokazali pravzaprav en velik prezir do svojih kolegov, do tistih, s katerimi bodo morali tako ali pa drugače v tem parlamentu sodelovati. In to je, a veste, z vidika tega, kaj je dostojno v nekem hramu demokracije, v nekem najvišjem demokratičnem telesu v državi Sloveniji, kaj je primerno in kaj ni. To je na nek način hujše kot to, da je predsednik parlamenta nekdo, ki je pred leti zagrešil neka kazniva dejanja, ki so se mu medtem izbrisala iz kazenske evidence in lahko vsak hip prinese potrdilo o nekaznovanosti. Ne. In zato je na nek način hinavsko, da se zdaj ti ljudje zgražajo, ne, nad Stevanovičem, hkrati pa oni ne morejo stati oziroma biti, kako bi rekel, rutinsko, normalno del neke fotografije oziroma del neke družbe, neke skupnosti, ki bi morala skrbeti za to, da gre ta država naprej. No, slišali smo kar nekaj komentarjev, recimo zdaj, če pogledamo gospoda Stevanoviča, ne, on je na nek način, saj bil že prej v lokalni politiki, to je res, ampak je postal bolj znan in močan seveda v času covida, ne, in zdaj seveda so bili komentarji, zdaj te, ki so škropili, ki so špricali, zdaj in špricanec, ali kako so rekli, malo da ne špricer, ne, skratka, so zdaj začeli sodelovati in pri tem je padla tudi ideja ali pa vprašanje, ker je pač z glasovi desne sredine in SDS-a zmagal, da bo moral neke usluge vrniti. Kaj vi mislite o tem? Mislim, da bi bilo narobe, če bi na recimo desno-sredinski strani, kamor midva sodiva ali pa kamor ta oddaja sodi ali pa tudi kamor najni sledilci sodijo na X-u in drugot, če bi mi Stevanoviča preveč gotovo šteli v naš krog. On je protisistemska stranka na nek način, on se v zelo velikem številu, bom rekel, programskih izhodišč, tudi ideoloških izhodišč, pokriva z recimo AfD-jem iz Nemčije,
Tudi oni so za gospodarsko svobodo, nizke davke, proti migracijam, oziroma za Rusijo, ne, in tako naprej. In take stranke so sposobne sodelovati s komarkoli. Take ljudje so tudi sposobni sodelovati s komarkoli, brez, bom rekel, neke zvestobe, brez nekih zadržkov. Da bi bil zdaj Stevanovič ne vem kaj dolžan zaradi tega, ne, ker je bil izvoljen, boljša ponudba z druge strani bi bila pač boljša ponudba z druge strani. Nekdo bi se okrog tega zgražal, ampak pravzaprav politika tako deluje. Ko so bile tele volitve predsednika državnega zbora in potem vse to zgražanje potem in veliko seveda tega zgražanja je bilo narejenega, je bilo umetnega, je bilo se strani ljudi, ki so pravzaprav ugled državnih inštitucij od vlade do državnega zbora rušili že prej. Skratka, spomnilo me je vse to na en pregovor, ne, ki pravi, če bi ljudje vedeli, kako se delajo klobase, pa kako se dela politika, potem ne bi želeli imeti nič ne z enim, ne z drugim. Ne. En kolega ima celo podcast, ne podcast, ampak nek spletni časopis, ne, ima naslov The Art of Sausage Making, ne, se pravi umetnost delanja klobas, piše pa o politiki seveda. Taka je realnost, taka je pragmatika. Na ta način se pravzaprav tudi zelo različni interesi in zelo različne potrebe volivcev med seboj usklajujejo, da se pač najde nek kompromis. In na desni so bili sposobni najti kompromis v Stevanoviču, na levi pa niso sposobni najti kompromisa oziroma nekega sodelovanja, modusa vivendi z SDS-om. Ponavljam, to je jedro problema, ki ga imamo v slovenskem političnem prostoru ta hip. Ampak po 35 letih imamo politike, očitno, vsaj te nove obraze, ki še vedno ne razumejo, zakaj gre v politiki. Torej, oni razumejo, da dobivajo glasove, da so izvoljeni, da pridejo blizu oblasti ali celo na oblast, da imajo potem z te oblasti možnost vplivati na gospodarstvo, urejati posle svojim, torej krogu svojih prijateljev, deliti službe in tako naprej. Oni so ugotovili, da jim ta antijanšizem prinaša neke določene točke. Drugih konzistentnih idej, vsaj Svoboda nima, SD čedalje manj, Levica ima nerealne, da ne uporabim kakšne težje besede, povsem nerealne poglede na ekonomijo, torej butelj socialistične, no, naivno marksistične še vedno. Nič se niso naučili iz 110 let neuspehov tega sistema. Zato smo tukaj, kjer smo. Ne? Zato, ker imamo pravzaprav nefunkcionalno levo politično sceno, ki ni neka normalna evropska levica, ni neka normalna evropska socialdemokracija, ampak so ponosni nasledniki svojih revolucionarnih oziroma partizanskih prednikov in vlečejo to sektaštvo in vlečejo to izključevanje naprej. Se midva veva, da se je revolucija v Sloveniji pravzaprav začela, oziroma tako imenovani NOB, se je začel z izključevanjem vseh ostalih. Ti se lahko boriš proti okupatorju, samo če se vpišeš v Osvobodilno fronto. Tako je. In ostale borce so praktično tudi pobili. In to so postavili nekaj mesecev po začetku vojne, ko niso imeli nobenih rezultatov neke njihove strašne borbe. In tako je bilo potem do konca vojne. No in poglejmo, kako je gospod Cigler, kralj iz Nove Slovenije, povedal, zakaj so podprli Stevanoviča. In Zoran Stevanovič je pač dobil našo podporo, ker je lahko v tem trenutku povezal politične sile in lahko rečem, da vidimo to v naši poslanski skupini kot še en korak proti razvojni koaliciji, ki bo rezultirala, upamo, v desnosredinski vladi.
zanimivo, ne, da to je neka zrelost, ker tudi gospod Cigler Kralj je bil eden možnih kandidatov, mislim, neuradno, ampak se je govorilo, da bi bil predsednik Državnega zbora, pa so naredili ta korak, da so podprli Stevanovića. Ja, jaz to ocenjujem, da v tem trenutku oziroma v času po volitvah predvsem Nova Slovenija pelje eno zelo, bom rekel, modro, državotvorno politiko, ko je pravzaprav ustvarila iz teh razmeroma majhnih strank, torej iz te skupne liste Nove Slovenije, SLS-a, Fokusa, iz Resnice in iz Logarjevih demokratov eno skupino, ki deluje čedalje bolj trdno in ki je pravzaprav tretji blok. Ne. Oni imajo 10 glasov manj kot Svoboda ali SDS, ne. Ampak to ni tako malo, ne. Če bi se pridružila še SD, in mislim, da bi se marsikdo z veseljem pridružil, ampak se ne upa, ker so navodila od tistih, ki so avtoritete, ki so ajatole na levem političnem prostoru. Skratka, v tem dovoljenja ni. Ne. In jaz mislim, da nova vlada stoji in pade na trdnosti tega trojčka. No, seveda je takoj bilo vik in krik, ne? Namreč nekatere glasovnice so bile, to smo zdaj lahko videli, označene. Ja. Torej, bile so neke pikce, križci, krogci. Torej, kaj si lahko mislimo o tem? Nič. Zakaj pa ne? Ja, ne? Ni prepovedano, ne? Torej, jaz mislim, da je ta ureditev, da je glasovanje tajno, precej nesrečna. Ne? Jaz mislim, da je tajno zato, ne? Ker da bi se poslanci lahko odločili po svoji vesti. Jaz ne razumem, zakaj se nekdo ne bi mogel odločiti po svoji vesti, če glasuje javno, pač naj bo mož in naj dvigne roko za tisto, za kar stoji. Ne? Tajne volitve pravzaprav samo omogočajo, ne, da se nekdo odloči po svoji vesti, skratka smo visoko etični, se odločamo po svoji vesti, ampak tajno je zato, da se potem lahko o tem zlaže. Po svoji vesti, da lahko laže. Oprostite, to ne gre skupaj. Ne. Zato bi bilo pametno urediti, da bi bile te volitve seveda javne in da volivci vedo, kako je posamezen poslanec glasoval. Treba je tudi vedeti, ne, da so te volitve tajne, to pomeni, da ima poslanec pravico, ne, da nihče ne izve za njegov glas. To ne pomeni, da mora izkoristiti to pravico. Ne. Midva imava pravico do brezplačnega zdravstva, ampak če hočva, greva midva lahko plačljivo k nekomu k zdravniku in nama nihče ne sme tega preprečiti. Ne. Podobno so sicer tajne volitve, ampak jaz kot poslanec lahko fotografiram, kažem okrog svojo glasovnico, pač te pravice ne izkoristim. Ne. Lahko se podpišeš na glasovnico. Lahko se podpišem tja gor. Ne. Lahko jo fotografiram in hodim s tisto fotografijo okrog. Ne. Težava bi nastopila samo v primeru, če bi jaz od nekoga drugega glasovnico fotografiral. Ne. Ali pa če bi, ne vem, 89 poslancev povedalo, kako je glasovalo in bi iz tega lahko sklepali, kako je pa tisti edini, ki noče, torej, ki hoče ostati anoniman oziroma ki hoče, da se ne ve, kako je glasoval, bi seveda lahko pa zračunali, kako je pa on glasoval. Nič od tega se ni zgodilo in ves ta preplah, ki se je potem kotalil skozi medije, ne, in so vabili razne bolj ali manj odslužene politike in komentatorje komentirati to. Ne, in saj vemo, kako se to dela. Ne, veš, ta in ta bo povedal, da je to pa nekaj groznega, ne, in potem tiščijo takim ljudem mikrofone pred usta. Poskušali so pač narediti en škandal okrog te izvolitve, ker niso preživeli oziroma so prvič, kako bi rekel, jasno videli, da jim oblast polzi iz rok, ne, da niso zmagali teh volitev. Vedno je treba imeti pred očmi, ne, obstoječa koalicija, ne, je zbrala 40 glasov od 90. Ja, Stevanović pa 48. Ne, vsi ostali skupaj, ne, so pa zbrali torej 50 oziroma 48 glasov. Ne. Torej, opozicija je te volitve zmagala, ne glede na to, kdo je relativni zmagovalec. In zmagovalec teh volitev bo tisti, ki bo prinesel predsednici Musarjevi 46 podpisov.
Nič ne vemo drugače, kdo je zmagovalec. Ampak vendarle, ne, glede na to, da so bili te znaki pike, križci, krogci in tako naprej, ali zvezdice, se pa vendarle pričakuje, da je bilo to namenjeno vseeno nekemu nadzoru. Da se te poslanci niso čutili tako svobodne, da so morali označiti glasovnico. Ja, pa se, če ne bi označil glasovnice, ne bi nihče vedel, kdo glasovnice ni označil. Ne? S tem so poslanci pravzaprav dali vedeti, morda tudi svojim vodstvom, ne, da so, kako bi rekel, da so ekipni igralci. Tako kot zdaj velikokrat slišimo, da je politika ekipni šport, res je ekipni šport. Noben od teh poslancev ni bil izvoljen, ali pa skoraj noben od teh poslancev ni bil izvoljen, zato ker se piše Janez Novak in ga vsi poznajo in je kot Janez Novak dobil ogromno glasov, ampak je po nekem spletu matematičnih okoliščin slučajno ta poslanec prišel, skoraj slučajno ta poslanec prišel v parlament, cela množica drugih, ki so pa tudi zbirali glasove na koncu za njegov sedež, pa niso prišli v parlament. Zato ne vidim nobenega problema v tem tudi, da stranke nekoliko trše vzamejo poslance v roke in jim naročijo, kako naj glasujejo. To, da je sej poslanec je zavezan svoji vesti, ampak to je za neke, bom rekel, ekstremne primere, ko je treba o nekih težkih vprašanjih odločati. Sicer je pa, veste, tako, da ne vem, recimo Janez Janša je bil izvoljen zato, ker je Janez Janša, Vrtovec je bil izvoljen zato, ker je Vrtovec. Celega kupa ljudi, volivci niso poznali. Jaz zdaj ne vem, ko sem jaz glasoval, ali je ta poslanec izvoljen ali ni, oziroma kateremu od poslancev, ki so zdaj v parlamentu, je šel moj glas. Vem pa, kateri stranki je šel moj glas in jaz od te stranke pričakujem, da bo neka stališča zagovarjala, zaradi katerih sem jih jaz volil. Zdaj ta očitek, da je šlo se za prevaro, pa morala in etika. Nobene prevare. Ja, nobene prevare. Ampak tudi Levica, oziroma Vesna Levica, pa glasovnic ni prevzela. No, sej, to kaže na to hinavščino. Ne, to je dosti hujše. Za vse predstavnike, kdo pravite Levice, pa SD, ali kdo ni prevzel. Levica, ki se tudi in Vesna, to je ena stranka. Ja. Torej, če niso prevzeli glasovnic, potem se za njih natančno ve, da Stevanoviča niso podprli. Za tiste, ki so risali te krogce in tako naprej, se ne ve natančno, ali so to res oni, ali je to nekdo drug mal narisal, ali so jih iz Svobode risali, ali so jih SDS risali. Ne vemo čisto točno. Za njih vemo pa povsem natančno, ampak tudi s tem jaz ne vidim nobenega problema, so se pač odpovedali pravici, da bi glasovali tajno. Problem bi nastopil v primeru, da bi 89 poslancev ne bi prevzelo glasovnic, in potem bi bila kršena tajnost glasovanja tistega zadnjega, za katerega bi vedeli, prevzel je glasovnico, prešteli smo vse glasove, odločitev je bila X, torej vemo, da je tale edini glasoval za X. Samo v tem primeru bi bila zloraba, tako da tukaj imamo spet opravka s tem, da ta medijski propagandni aparat Svobode zažene neko veliko paniko, veliko histerijo okrog nečesa. Tisto nekaj je, kot se reče, v sredi votlo, okrog ni pa nič, ampak vseeno se o tem par dni pogovarjamo, kot da je to nekaj strašnega. Nič ni. Povsem regularno glasovanje je bilo in povsem nepotrebno bi bilo karkoli v poslovniku v zvezi s tem spreminjati, razen, kot sem rekel, enostavno narediti vsa glasovanja v parlamentu javna. Mi smo te ljudi izvolili in imamo pravico vedeti za naslednjič, ko jih bomo morda spet volili, kako so glasovali. Ja, torej bomo vedeli tudi, kdo bodo eventualni pucko, titko, če uporabljam to besedo, bi vedeli. Seveda, pa se za pucka se je vedlo. Tako, ja. In je on to pač prevzel nase, na svojo vest, naredil je krivico stranki na listi, katere je bil izvoljen. On ni bil izvoljen samo zaradi glasov, ki jih je on osebno dobil, ampak kot rečeno, je cela množica kandidatov v drugih volilnih okrajih njemu nosila glasove. In je te volivce izdal. Ja, in takrat so razlagali, da ima pač svobodno voljo vsak poslanec. Veste, to se tako na hitro lepo sliši, ko pa mečkrat premisliš o zadevah, pa pravzaprav to ni tako. Zdaj, a so nalašč naredili tudi tak volilni sistem, ki
ki to omogoča, to je drugo vprašanje. Ne? Če bi imeli mi volilni sistem, kjer bi imeli preferenčne glasove, ali še boljše, kjer bi imeli volilni sistem, ki bi bila ena sama lista za celo državo, ne? Potem bi, kako bi rekel, bi precej več avtoritete imel posamezen poslanec oziroma precej večjo odgovornost in s tem, ko bi rekel, svobodo, avtoriteto do svojih volivcev, kot jo ima zdaj. No, veliko se je komentiralo tudi o stisku rok, ne. To je stisk roke, recimo Janez Janša in Stevanović, ne. Stevanović ima ta stisk roke, jaz mu rečem stisk Jaserja Arafata, on je tako stiskal z obeh strani, ne. Jaserja Arafata mu je naredil, ne. Zdaj, kaj si lahko mislimo iz tega stiska roke, ne. Res ga je objel. To je bilo veliko komentarjev. Ja, zdaj sem bral te komentarje. Mislim, da, kako bi rekel, glavna funkcija te slike je, da se po medijih širi oziroma da se poskuša medijsko diskreditirati Stevanovića, je pač na isti sliki z Janezom Janšo. Ne? In še celo roko si dajeta, skratka, on je izdajalec, on je nekaj najbolj groznega, kar se lahko v Sloveniji zgodi, seveda za en določen način publike. Zdaj sem bral, kako bi rekel, komentarje teh ljudi, ki se ukvarjajo z, kako se temu reče, govorico telesa in tako naprej, ne, in razlagajo, da če daš nekomu takole roke, ne, da mu s tem neko spoštovanje daješ oziroma da se mu poskušaš, da njegovo avtoriteto na nek način s tem priznavaš, ne, oziroma se postaviš. Jaz iz tega ne bi delal kakšnega velikega doktorata. No, ampak vsekako, recimo, ljudje govorijo o odnosu gospod Janša, gospod Stevanović, ne. Zdaj, seveda, tudi mi se lahko vprašamo, kakšen je zdaj ta odnos. Recimo, Alenka Bratušek ga je na eni od televizij vprašala, ali bo zdaj on podprl Janšo za mandatarja. In on je rekel, pa kaj je s tem narobe, ne? Mislim, tako, sej to je res, ne, pravzaprav. Jaz tudi v bistvu ne vem, zakaj se 4 leta in pa že prej vrtimo ves čas okoli tega imena Janez Janša. Sej praktično že ni več nobene pametne razlage. Ja. No, tako. Vrtimo se zato, ker če se česa ta, bom rekel, levo omrežje boji, je to neka, bom rekel, trdna vlada Janeza Janše s prepričljivo večino, ki bi lahko to omrežje demontiral. Podobno omrežje, kot ga ima Levica pri nas, ga je zgradil Orban na Madžarskem v zadnjih 4 svojih mandatih v 16 letih in to omrežje bo zdaj Madžar, kot kaže, demontiral. Ne. Podobna demontaža bi bila potrebna tega slovenskega omrežja, ki ni staro 16 let, ampak ki je staro, koliko je zdaj to, ne, 36 let na koliko, 45 let podlage. Ne. Nekaj podobnega bi bilo treba narediti v Sloveniji, ampak v tem sklicu parlamenta nimamo glasov. Mislim, da ni glasov za kaj takega. Ponavljam, Stevanović ni Janšev človek, ne, in je zelo, zelo neodvisen in bo tudi svoje nadaljnjo politično kariero gradil na tej neodvisnosti. Mislim, da tudi ni prišel v politiko zdajle zato, da bi na hitro unovčil glasove, ki jih je dobil, pobral neke hitre finančne ugodnosti in ne vem, šel v Dubaj oziroma šel uživati nekam lepo na sonce, da ima ambicijo nekaj časa biti tukaj in to ambicijo lahko realizira, če je dejansko neodvisen oziroma če ni od nikogar. Kot sem rekel, napaka bi ga bilo prištevati v desno-sredinski krog. Na papirju imamo neke stične točke, njegov gospodarski program pravzaprav piše veliko stvari, ki so povsem ta prave, ki bi slovenskemu gospodarstvu pomagale, zato so se tudi ujeli za Novo Slovenijo pa Logarjem, ker so, bom rekel, vse te ideje zelo, zelo podobne. In ima neke stvari, ki so, kako bi rekel, ki so mi manj simpatične. Kot smo že rekli, eno je odnos do Rusije, odnos do NATO,
tudi odnos do Svetovne zdravstvene organizacije, cepljenja, medicinske znanosti in tako naprej. Ampak dejansko so ga vprašali, ne, ali boste šli v Moskvo, in je rekel, absolutno bom šel v Moskvo. Ne. Seveda so potem v tej sredinski desnici, v ta krog, ne, recimo Dimitrij Rupel je rekel, da pač predsednik državnega zbora ne more spreminjati odnosov med Slovenijo in Rusijo. Kaj zdaj ta odnos prav do Rusije pomeni za Slovenijo, ki ga goji Stevanovič? Mislim, da je to ta hip povsem nepomembna tema. Slovensko zunanjo politiko določa, kako bi rekel, parlament, določa vlada, prav gotovo ne predsednik parlamenta oziroma njegove osebne ambicije. Tukaj gre samo še za eno temo, ki je bila vržena v prostor, zato da se oslabi, ošibi, diskreditira Stevanoviča, ki je pač, kako bi rekel, sa strani napačnih ljudi bil podprt za predsednika državnega zbora. Če bi se on spogajal z levimi, ne, in bi bil izglasovan za predsednika državnega zbora z levimi glasovi, potem bi, kako bi rekel, ne, plašno v tej peščici desnih medijev govorili o tem, da on bi šel pa v Moskvo, oziroma prav, da bi šel v Moskvo, zdaj pa to v dominantnih medijih na prvih straneh. Mislim, da gre za povsem nepomembno, ta hip nepomembno in postransko temo. To se pravi, zdaj jasno, naša zunanja politika je taka, kot je. Tudi nismo bili v tem obdobju predvsem zelo nezadovoljni smo bili s tem odnosom do arabskih držav, ampak vendarle gospod Stevanovič gre lahko v Moskvo tudi zasebno. Lahko gre kot predsednik stranke, ni nujno, da gre kot predsednik parlamenta. Ja, čeprav mislim, da bi bilo to nedostojno in da se mora on tega zavedati. On je zdaj predsednik parlamenta in tudi stvari, ki jih počne privatno, nekako se jih knjiži v dostojanstvo, se jih upošteva, ne, kot dejanje, ki jih je storil kot predsednik parlamenta. Mi smo imeli v prejšnjem mandatu kup nekih družabnih dogodkov bivše predsednice, ne, ki prav gotovo na ugled parlamenta niso pozitivno delovali, kljub temu, da so bili to dogodki, ki so bili, kako bi rekel, njena zasebna stvar. Kar se da, no, je vendarle treba narediti za to, da dobro, zdaj je gospod Stevanovič izvoljen, ne, dajmo poskusiti pomagati pri tem, da bo to funkcijo peljal z čim večjim dostojanstvom oziroma z nekimi potezami, ki bodo zaupanje v demokratične inštitucije krepile. In jaz bom o tem govoril, no, ko bo on šel res v Moskvo. No pa zdaj recimo, če pogledamo ta prostor parlamentarni, to neko pahljačo, bi vendarle glede na to, da ima Stevanovič te suverenistične ideje, kar pomeni tudi izstop, kot smo že rekli, Svetovne zdravstvene organizacije, NATO in mogoče tudi Evropske unije, ali bi to njega in ga uvršča na skrajno desno stran. To se pravi še bolj desno od SDS-a in Janeza Janše in s tem SDS poriva v sredino bolj. Zdaj, pri nekaterih vprašanjih sta skrajna desnica in skrajna levica zelo, zelo podobni. Ne? Tudi skrajna levica je za izstop iz NATO, tudi skrajna levica bi hitro iskala stike s Putinom in še kaj bi se našlo. Glede, tisto, kar je meni zanimivo, ne, je, da se midva zdajle že koliko časa, ne, pol ure pogovarjava praktično samo o Stevanoviču. Ja. Kar na nek način kaže, da je ne sicer zmagovalec teh volitev po številu glasov, ne, ampak da je svoje delo oziroma svoje politične poteze po volitvah vlekel najboljše od vseh. To je res, on je zmagal. Včeraj mu je bila posvečena Tarča, kjer so poskušali, kako bi rekel, cela Tarča je bila namenjena temu, kako bi ga diskreditirali, pa ni šlo. Ne? In kot sem že rekel, ta anomalija je možna samo zaradi tega, ker Svoboda izključuje desno-sredinske stranke oziroma predvsem SDS. Zato ima on tak vpliv, tako težo in na nek način mu lahko čestitamo, da kako bi rekel, te svoje karte, ki jih ima, zelo dobro uporablja. To drži.
Zdaj pa seveda, zakaj se ukvarjajo, ne? Imamo tole fotografijo nekih zaskrbljenih obrazov v Državnem zboru, dobesedno prosijo Boga, molijo, Alenka Bratušek, vsa pretresena. Han je tako izjavil, da to je zdaj že vlada Janeza Janše, mogoče Golob malce resignirano, tudi Mesec, ne vemo, kaj ga tako plaši, tudi ni preveč zadovoljen. To se pravi, povejte mi, česa se zdaj bojijo tili ljudje na sliki? Spremembe. Ne? Bojijo se tega, da bo ta leva organizacija, ne, to levo omrežje, izgubilo marsikakšen privilegij, ne, kot je nekdo rekel, pumpajo kolesa. Ja. Ne. Naredili bodo vse za to, da ostanejo na oblasti. Tudi je treba vedeti, da Svoboda v veliki meri SD, nekaj manj pa Levica, da njih pravzaprav drži skupaj samo oblast. Neke ideologije, nekih načel, nekih vrednot, za katere se borijo. Tega pravzaprav ni. Ne. Tisto razmerje med idealisti, ki so v politiki zato, da bi nekaj po svojih idealih naredili, ki bi radi po svojih idealih vlekli oziroma porivali Slovenijo v neko smer. Takih ljudi je v teh strankah relativno v deležu dosti manj kot v drugih, še posebej v desnosredinskih. Ne? V Novi Sloveniji, v SDS-u, pri demokratih so ljudje, ki so šli v politiko ne zato, ker ne bi znali ničesar drugega delati, ne? Ampak zato, ker želijo, da gre Slovenija v neko smer, ki se njim zdi prava. Zato je zanimivo, ne? Recimo, če pogledamo zdaj samo ti štiri poslance, če verjamemo temu, kar so neke gospe govorile čez krožnik makaronov, pa tudi recimo neka gospa v pisarni je to snemala, ne? Zdaj recimo imamo infrastrukturne projekte, pa je izginilo nekaj milijonov. Pa smo imeli Tisko, pa so spet izginili milijoni. Pa imamo doktorja Roberta Goloba, pa tudi ne vemo dobro, ne, kaj se dogaja z nekimi njegovimi romunskimi bančnimi računi, pa z celo to energetiko, pa privatno firmo, pa imamo zdaj še neko pač snežno kepo, ki se vztrajno vali, in to je pač tale fotokap. To se pravi, zdaj te ljudje, če tako rečem, glede na vse to povedano, imajo veliko masla na glavi. Ja, pa imamo še dolgotrajno oskrbo, pa imamo cele brigade nekih zaposlenih aktivistov oziroma aktivistov, ki so dobili službe blizu Ministrstva za kulturo in blizu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve, solidarno prihodnost in tako naprej, ki so prišli na položaje v kulturnih inštitucijah, ki so se iz nevladnih prelevili v vladne organizacije in tako naprej. Skratka, ta ideja, da je Levica pa stranka brez afer, ne drži, ne, pač drugo klientelo imajo, ne, nimajo, njihovi klienti niso toliko podjetniki, kot so posamezniki, ampak škodo delajo pa ravno tako ali pa morda še bolj kot vsi ostali. Če bi oni s kakšnim podjetnikom delali usluge, ne, potem bi s temi podjetniki govorili in bi jim ti podjetniki majčkeno razložili, kako gospodarstvo funkcionira, in ne bi tako trapastih gospodarskih in socialnih predlogov imeli, kot jih imajo ves čas. Tako da na nek način, veste, Levici škoduje, da nimajo nobene gospodarske afere, ker pomeni, da so povsem, da nič ne vejo, kako se v gospodarstvu stvari odvijajo. Ampak vseeno se človek začudi. Lejte, saj te ljudje, tudi ko so šli na te funkcije, pa na prejšnje volitve, pa saj oni so vedeli, da traja mandat 4 leta. No, saj to niso prišli iz, ne vem odkot, kako so lahko počeli take stvari, ali Tiska, ali infrastruktura. Tudi če je to res, da pač nekaj izginja, pa se pobirajo procenti, pa kaj si oni mislijo, da to ne bo prišlo ven? Tukaj se človek vpraša. Ja, jaz mislim, da si natančno to mislijo, ne. Leva stran je nekako navajena, da so ves čas na oblasti, kadar pa niso na oblasti, imajo pa vendarle velik vpliv recimo na policijo, pravosodje, medije, in so dosti manj pazljivi, ko gre za razne čudne posle.
Imajo pokrite vse pravosodje. Tako da, skratka, njim se ne zdi normalno, da se oblast menja. Kot sva prej ugotovila, oni so navajeni 45 oziroma 35 let na 45 let podlage z nekimi drobnimi intermeci desnih oziroma desno-sredinskih vlad, ki jih pa nekako preveslajo, preživijo, nič se jim prav zelo hudega v tistih časih ne zgodi. No in seveda imamo ta znani trio adijo, mu jaz rečem, ne, tole trojko, to so dobro Kučan, Janković, Golob. Ne. Zdaj, lejte, zanimivo je, torej, če je res tisto, kar smo slišali s temi makaroni, da pač se pobira 10%, pa da se sodniki zamenjajo, pa se predodeljuje stvari in tako naprej. Še celo pravosodna ministrica bivša se je čudila temu, še njej se je to zdelo čudno. Zdaj zanima me to. Jaz sem imel občutek, da se je njej zdelo to nekako normalno, da se je ona s tem sprijaznila. Ne? Meni je bilo pri tistem posnetku najbolj grozno to, da je ona kot bivša pravosodna ministrica nekako sprijela, pač, gledajte, takole se v Sloveniji dogaja, nič se ne da v zvezi s tem narediti. Ampak enkrat reka, veste, se še meni se včasih zdelo čudno, ne, tako, ena taka pripomba je bila v oklepaju. Zdelo se je čudno, ne, da nobena stvar ne gre do konca, oziroma da imajo določeni ljudje določene prednosti oziroma usluge pri teh stvarih, ne, ampak potem pa ona pač razume, zakaj je to tako. Ja. Ampak gledajte, ne, zdaj to, kar je zanimivo, je, da v vse te projekte, ne, če je to vse res domnevno res, kar smo slišali, ne, je vendarle vključen evropski denar. In mi imamo neke evropske tožilce, ki pa bi utegnili, bi pravzaprav morali tukaj ukrepati, še posebej zato, ker je Robert Golob poslal te posnetke v Bruselj in težko kdo reče, ja, nismo vedeli, a res, prvič slišimo. Ne? Ja, in zato je tako pomembno, da ostane vlada v Sloveniji v Golobovih rokah oziroma v rokah tega kroga. Zakaj? Zato, ker seveda v Bruslju ima vsaka država en glas, vsaka država ima na cel kup odločitev skoraj na vse možnost veta, oziroma na pomembne odločitve ima možnost veta. In Bruselj seveda zelo zanima, torej Bruselj kot administracijo, kot federalno Evropo, zanima imeti, kako bi rekel, članice, ne, države članice, ki bi morale svojo voljo vsiljevati Bruslu, ne pa ubogati Brusla. Ne. Njih zelo zanima, da je na oblasti nekdo, ne, ki je Bruslu dolžan uslugo. Skratka, če ima Bruselj sicer možnost preiskovati neke koruptivne posle, ampak jih ne bo, ker bo slovenska vlada podpirala predloge, ki prihajajo iz bruselskih inštitucij, iz Evropske komisije, ne bo solirala, ne bo vodila nekih, bom rekel, suverenističnih politik, ampak bo timski igralec, poslušna učenka, bo ubogala na svete iz Brusla. Potem mogoče pa teh preiskav ne bo, oziroma bodo v predalu, se bodo odvijale bolj počasi in tako naprej. To je način, skozi katerega Bruselj doseže, ne, oziroma ima neko moč, ki mu formalno po pogodbah ne gre. Ne. Po pogodbah, po duhu Evropske unije, Bruselj dela za nas. Ne. Mi odločamo, kaj Bruselj dela in ne obratno. Ne. Ampak, tako kot so pa inštitucije postavljene, oziroma tako kot takele stvari, o katerih sva zdajle govorila, tečejo, pa poskuša seveda tudi Bruselj mizo obrniti. Ampak kaj bi se moralo zgoditi, da bi tudi Bruselj dojel, da mora pravzaprav ukrepati, kajti ne nazadnje, lejte, tudi stranka Resnica, pa Goran Stevanović, pa Anže Logar, pa končno ta trojček, ne, oni vsi imajo to močno zahtevo proti korupciji. Kaj bi se zdaj moralo zgoditi, da bi konec koncev pri nas, mogoče pri nas ne bodo, ker so še tako močni, ampak vendarle v Bruslju pa... Jaz mislim, da ne moramo pričakovati, ne smemo pričakovati, da bo nam Bruselj tukaj pomagal kakšne stvari reševati. Oni so del te, bom rekel, politične igre oziroma del tega ravnotežja moči, ki se v Evropi stalno vzpostavlja. Mi moramo korupcijo oziroma predvsem to, mogoče niti ni toliko korupcija, kot je neka dogovorna ekonomija, ki velja znotraj tega levega omrežja, mi moramo to razčistiti sami. Madžari so to razčistili oziroma bodo to razčistili sami. Ne?
Zdi se, da bo edina razlika med prejšnjo pa zdajšnjo madžarsko oblastjo pravzaprav samo ta, da bodo nekim gospodarskim krogom, ki so se zaredili v tolikem času iste oblasti, da jim bodo pač zaprli pipice, kakšne druge velike spremembe, kakršne so se veselili tudi naši levičari, pa ne bo. Nekaj podobnega bi se moralo zgoditi v Sloveniji. Če bi se v Sloveniji oblast menjavala razmeroma redno, bi bilo, 8 let eni, pa 8 let drugi, pa 4 leta, pa 8 let in tako naprej. Potem tudi take koruptivne prakse, o katerih ste prej govorili, kot je Litijska, kot so bile praktično katerikoli kamen dvigneva, bo nekaj spodaj, neka korupcija spodaj skočila ven. Potem bi se tudi leva stran zavedala, da niso večni in da bo nekdo vse to odkril. Če pa do tega menjavanja oblasti ne prihaja, potem se pa ribnik usmrdi. In če menjava oblasti ne vpliva na nič, ne? Lejte, spet je nekdo objavil na družbenem omrežju izjavo Milana Kučana iz leta 1988. Poglejmo. Milan Kučan je kot predsednik komiteja Zveze komunistov na tajnem sestanku vrha slovenske Udbe in milice v Tacnu 15. aprila 1988 osamosvojitvene težnje obsodil, čež da v njih ni zaslediti socializma in jugoslovanske ideje. Kučan je na tem sestanku izrekel tudi, da mi pravzaprav politične kulture nimamo in če te fašistoidne namere, ki se kaže skozi omenjeno pisanje in skozi topotanje na javnih tribunah v Cankarjevem centru, ne bomo obrzdali, se lahko zgodi, kar se je zgodilo v Nemčiji leta 1931. 31 je bil konec, to je ta gospod slabo odrezal, ampak lejte, dejansko mi nismo, torej ta predsednik Milan Kučan nekdani, ni šel od takrat naprej nikoli več na volitve. Ampak vendarle se obnaša, kot da bi bil še vedno voljeni predstavnik, ne? On se upleta v politiko in mi nismo razčistili niti s temi izjavami. On ni bil za samostojno Slovenijo. On je to smatral kot fašistoidnost, samostojna Slovenija. Ali se nam to zdaj zato... Ja, šele potem, ko so komunisti ugotovili, da je osamosvojitev oziroma proces osamosvojitve neizbežen, so se temu pridružili zato, da bi zase ohranili čim več koristi oziroma privilegijev oziroma bili tudi del oblasti v tej samostojni državi. Ne. Tako da v nekem trenutku je Kučan obrnil ploščo, ne, ampak ne zato, ker bi bil prvenstveno zdaj pa kar naenkrat navdušen slovenski suverenist, ampak zato, ker je kazalo, da če se temu pridružijo tako nekako v smislu tistega angleškega pregovora, if you can't beat them, join them, če jih ne moreš premagati, se jim pridruži. Ne. In se jim je pravzaprav to zelo dobro obneslo. Tako da, ja, zakaj ima še vedno tak vpliv? Zdaj tako, ne, v demokracijah imajo oblast oziroma imate neke veje oblasti, ki so demokratične, ki so izvoljene, ki drugi gledajo pod prste, med katerimi teče ta mehanizem zavor in ravnotežij. Oblast ima vlada, oblast ima politika, sodno oblast ima pravosodje in tako naprej. Ne. V Sloveniji že dolgo ugotavljamo, da je oblast še nekje drugje, da je še v nekem drugem krogu. In povsod tam, kjer vi nimate transparentnih mehanizmov oblasti. Vi imate transparenten mehanizem oblasti recimo tudi v cerkvi, ko škofe imenujejo oziroma izvolijo. Pa imate v gospodarski zbornici, ki neke organe izvolijo, pa direktorje, pa komisije in tako naprej. Ne? Takih mehanizmov, kaj pa vem, recimo v neki mafiji, ne? V Kavaškem klanu nimate tazga mehanizma, ampak je nekdo, ki je avtoriteta, ki se ga vsi bojijo, ki si je izdelal nek sistem, skozi katerega stvari nadzoruje. Skratka, vsi sistemi, ki niso odprti, ki niso odkriti, ne, ampak ki delujejo nekje podtalno, se organizirajo oziroma se v njih vzpostavi neka avtoriteta, ki vzpostavi avtoriteta za to, da obstaja nek razsodnik, ki bo v sporih znotraj te kamarile razsojal. In na ta način si lahko razlagamo, zakaj ostaja
Kučan en tak, kako bi rekel, ena figura iz ozadja v celem tem bloku, ki ni samo političen, ampak je seveda tudi gospodarski. Na drugi strani nečesa podobnega na desni v resnici nimate, ne? Ker tisto, kar desnica počne in kakor desnica deluje pa nad mizo. Ne? Tam so pa tisti, ki je nekako glaven, ne? Ali pa ki je, bom rekel, najmočnejši, je tisti, ki je formalno izvoljen za predsednika tiste stranke, ki je najmočnejša. Ne? Ni nekih stricev iz ozadja, pa če bi si kakšni še tako želeli, da bi to bili, ne? Da iz ozadja vlečejo. Ne? Ampak gledajte, zdaj v tem tednu, ko smo govorili o različnih možnih koalicijah, se je dalo čutiti, da bi tudi Gibanje Svoboda zelo rado sodelovalo s tem trojčkom Nova Slovenija, recimo SLS in Lotrič, ta stranka, ampak vendarle vprašanje, ki iz tega izhaja, je, ali bi, če bi se Nova Slovenija oziroma ta trojček strank povezal s Gibanjem Svoboda, ali bi oni omogočili še nadaljno vlado te trojke in vsega tega ozadja? Moja ocena je, da dokler bo ta trojček deloval skupaj in dokler bo deloval enotno in dokler bo deloval kot blok, do zelo slabe vlade v Sloveniji ne moremo priti. Ne? Jaz si predstavljam, da če bi ta trojček šel kot blok v neko levo vlado, mislim, da je izključeno, da bi bila to vlada, ki bi jo vodil Robert Golob. So preveč vsi izrazili nestrinjanje s tem, tudi preveč nekega masla ima dr. Golob na glavi, da bi lahko bil še enkrat predsednik vlade. Ampak ne bi bila to tako slaba vlada, kot je bila ta, v kateri sta bila še SD in Levica. Ne? Ta trojček plus Svoboda je dovolj glasov. Ne? In bi omogočil nadaljne vladanje, te trio adijo. Ne, jaz mislim, da bi bila to zelo drugačna vlada, kot je bila vlada, oziroma bi bila zelo drugačna vlada, če bi do nje prišlo, da se razumeva. Mislim, da je možnost za to zelo, zelo majhna. Bi bila zelo, zelo drugačna vlada, kot je bila vlada od dr. Goloba, ker ta vlada bi bila odvisna od tega, kaj bi ti trije rekli. Ne? In ti trije ne bi bili za to, da se nadaljujejo prakse 10%, 2 milijona pa pol in vse drugo, kar smo v teh prisluhih slišali. Ne? Tako da v temelju bi morala Svoboda nekaj pri sebi spremeniti, če bi želela postati atraktiven partner za ta blok. Za ta blok. Zdaj pa, če gre pa ta blok na stran Janeza Janše, v to Janševo vlado, kaj bo pa potem drugače od tega, kar bi bilo, če bi šla z Gibanjem Svobode? Ja, povsem drugače bi bilo, ne? Ker na nek način bi v tem primeru priznali rezultat volitev. Rezultat volitev, kot sva že rekla, je bil, da je obstoječa koalicija volitve izgubila. Ne? Legitimna rešitev se mi zdi, da je sredinski blok plus SDS, ker to so stranke, ki so volitve zmagale. No, zdaj seveda to vedo tudi očitno ljudje, ne? Zdaj Polymarket, tole so neke analize, kaj se bo dogajalo in kako bo. Glejte, pravijo, da, to so naredili anketo, mogoče danes že drugačna, še več v smer Janeza Janše. 79% pravi, da bo vlado sestavljal Janez Janša, da bo to četrta. Anže Logar je dobil 9%, Jernej Vrtovec 7% in Robert Golob komaj 6%, je šele na 4. mestu. Kako to in kdo bo zdaj sestavil vlado? Ta Polymarket je nekaj takega kot borza. Ne? Ja. In ljudje pravzaprav s svojim denarjem glasujejo, v bistvu stavijo na Janšo, stavijo na Logarja, Vrtovca in tako naprej. Tisto, kar jaz nikoli ne vem in nihče ne objavlja v zvezi s tem, je nekaj podobnega, kar je pa recimo v zvezi z borznimi podatki vedno objavljeno. Ne? Volumen. Ne? Koliko denarja, koliko evrov je pa šlo v stavo na Janeza Janše. Če borzne podatke pogledate, pa se zgodi, kaj pa vem, zdaj je pa Krka zelo veliko dražji. Ne? Ja, koliko ljudi je pa po tej ceni kupilo? Ne? Kakšen je bil pa volum tega trgovanja? Ne? Tega ne vemo, zato, veste, to je lahko par ljudi, ki
Je pa, kako bi rekel, no, jaz nisem prepričan, da je nujno, da se bodo predsedniki vlade, da je to pravi vrstni red. No? Da ni nujno. Ne? Torej, komu bi pa vi dali? Recimo, tam imamo Goloba, ki je seveda zdaj na zadnjem mestu po tej borzi, da tako rečem, borza kadrov. Ne? Kako je on tako zdrsnil, če pa sploh še niso končana ta pogajanja? Tisti, ki igrajo tole igro na srečo, če rečem na nek način, oziroma ki se ukvarjajo s tem, so, kako bi rekel, so videli sporočilo, ki ga je prinesla izvolitev Stevanovića. In seveda so Golobu karte padle. Ja. Je pa zanimivo, ne? Cena padla. Prej ste omenili borzo. Ne? Recimo, če predsednik Amerike Trump nekaj reče, gredo borzni indeksi takoj gor ali pa dol. Ne? Jaz mislim, da pri nas bi morali, če bi imeli res tržno ekonomijo pa pravo borzo, bi ravno tako morali to, kdo bo delal vlado, pa kdo ne bo, se poznati na borznih indeksih. Tega pa ni. Ne? Ja, prej sem rekel, da v resnici oblasti v Sloveniji nimajo politiki, ne? In tisti, ki delajo z denarjem, to boljše vedo in zato borza ne skače glede na izjave politikov, ampak se odziva na kakšne druge signale. No, zdaj tule imamo tudi Anžeta Logarja, Jernej Vrtovec. Torej, kdo od teh dveh bo, recimo, bi bil lahko možen? Prej ste rekli, da ne verjamete povsem, da so ti kandidati, ali ima mogoče Jernej Vrtovec kakšne šanse? Ali pa konec koncev Anže Logar, čeprav on mogoče manj, ker ni niti prišel v parlament? Ne vem, to so zdaj špekulacije, napovedovanja prihodnosti. Jaz se držim nekako tega, da vedno, ko kdo želi od mene, da bi napovedal prihodnost, se vprašam, kaj jaz lahko naredim. Ne, da bom prav napovedal prihodnost, ampak da bo taka prihodnost, kot se meni zdi pametna oziroma smiselna oziroma koristna. Ne? Ja, kaj bi bilo smiselno? Zdaj, recimo imamo Janeza Janšo, imamo Vrtovca, imamo Logarja, pa seveda Goloba. Ne? Zdaj, če bi imeli, seveda res je, da Vrtovec nima 10 glasov, kolikor je ena spodnja meja v parlamentu, da sploh kaj šteješ, da lahko kaj predlagaš. Ne? 10 poslancev. Ne? In Anže Logar pa še manj jih ima. Ne? Ampak vendarle, imajo pa blok, imajo sredinski blok. Jaz mislim, da bi bilo normalno, da bi bilo zdravo za Slovenijo, da bi bilo politično, kako bi rekel, da bi prisluhnili glasu volivcev, ne? Če bi koalicija nastala iz sodelovanja SDS-a in tega trojčka. Ne? Mislim, da je to, kako bi rekel, eno sporočilo volivcev. Glejte, vi ste zgubili, te so zmagali, prav bi bilo, da tili sestavijo vlado. Drugo sporočilo bi bilo tudi lahko, gledajte, parlament visi, ne, dajte se te velike dve stranke zmeniti, torej Svoboda plus SDS, najte dogovor, postavite skupno vlado, ker zadeva je, kako bi rekel, pol na pol razdeljena. Vendar ne dajem tej možnosti, tej varianti posebnih možnosti zaradi izključevalnosti Svobode. Če bi bil tukaj na mestu Svobode če bi bila to neka socialdemokratska stranka, če bi bil tukaj, ne vem, nek Pahor ali pa nek politik tipa, kaj pa vem, Helmut Schmidt mi pade na pamet, ne. Potem je velika verjetnost, da bi rekli, ok, dajmo se zmeniti, vi ste veliki, mi smo veliki, kako bomo zdaj tole naprej pelali, noben ni čist zmagal, ne. Kaj bomo naredili? Jaz sem, kako bi rekel, po naravi tak, da nekako iščem neko soglasje, nek kompromis, neko sodelovanje in bi mi bila pravzaprav ta rešitev dosti blizu. Ne? Če bi se bile te dve stranke sposobne nekaj izmeniti, pomeni, da se lahko v Sloveniji še marsikaj izmenimo. Ne? Druga najboljša možnost, kot rečeno, je pa najti vlado v tem sodelovanju, trojček plus SDS. No, seveda so se sestali tudi v SDS, mislim, da so včeraj imeli nek sestanek
in smo že slišali možno razdelitev ministrstev, ne, to je, da bi seveda bilo ministrstev 16, ne več 20, in bi SDS imela 8 ministrov, 5 Nova Slovenija, pa 3 Demokrati. A se vam zdi to realno in pravično in prav? To bi pomenilo, da je, če bi prišlo v vladi do glasovanja, da je 8-8, ne, če sem prav štel, ja. Kar pomeni, da odloči glas predsednika vlade, torej zelo pomembno, kdo je predsednik vlade. No in seveda imamo sliko 4, takole so bili zajeti in slikani, zdaj možni mandatarji na tej desni strani, ne. Bomo pogledali, so kdo zdaj točno in kaj pomeni, če je eden ali drug ali naslednji. Zdaj možni, kot smo rekli, dobro, Janez Janša, ne, potem pa Anže Logar, Jernej Vrtovec, tako so kazale tudi te ankete, in pa tudi Jernej Vrtovec in mogoče še kdo, no, in takole so prihajali ven iz neke pisarne na vladi oziroma na pogovorih. Povejte mi zdaj, kaj bi se zgodilo, če bi namesto Janeza Janše bil nek drug mandatar, čeprav nima toliko glasov? Ne bi bilo nujno, jaz mislim, da ne bi bila nujna katastrofa, ne. Mislim, da bi lahko stvar imela še celo neke pozitivne posledice. Namreč, da ne bo pomote, ne. Tisto, kar bi Slovenija potrebovala, ta hip, predvsem to, da se ta kontinuiteta levih omrežij razdre, prekine, da naredimo nekaj podobnega, kot bo Madžar naredil na Madžarskem v smislu Orbanove kontinuitete, ne. Bi bila ena trdna vlada pod vodstvom Janeza Janše, ki bi bila sposobna, ki bi imela mandat te stvari izpeljati, ne. In taka vlada bi morala imeti, tako kot je Janša komuniciral to pred volitvami, ustavno večino, oziroma bi mogla biti neka koalicija, ki bi bila sama v sebi dovolj enotna in dovolj trdna, blizu ustavne večine, da bi te stvari lahko izpeljala. In mislim, da bi bil Janez Janša daleč najboljši v Sloveniji, da bi tako stvar izpeljal. V primeru neke šibke večine, kjer se bo ob vsakem majčkeno bolj, kako bi rekel, ideološko ali pa politično spornem vprašanju treba pogajati z resnico, z demokrati, tudi z Novo Slovenijo, ne. Je pa mogoče Janša premalo, kako bi rekel, potrpežljiv za kaj takega, oziroma bi se počutil kot en, kako bi rekel, lev na verigi, in bi se on slabo počutil, in njegova okolica, ne. Tako da, kaj pa vem, ne, kaj pa vem, če je nujno, da to vlado vodi Janez Janša. Če bi bile številke drugačne, da ne bo pomote, ne, bi bil on sposoben te stvari speljati. V razmerah, ko je pa treba najti neke kompromise, predvsem s temi malimi strankami, ne, zato, da se kaj spelje, ker zanima pa me na koncu, mene kot državljana, ne, kot domoljuba, da se neke stvari speljejo, ne samo, da so veliki načrti in da so velike obljube. Tukaj bi pa mogoče kompromise lažje našel nekdo iz tega trojčka, kot pa, Ja, pa še eno prav Janša, ali pa kdo drug iz SDS-a, ki je, kako bi rekel, ki ima majčkeno manjše ambicije. Še eno vprašanje je, ne, glede na to, da se zdaj res že pripravljajo te poulični, očitno, če lahko verjamemo tem napovedim pa objavljenim vestem, se že pripravljajo te protesti poulični spet. Zdaj, ali to pomeni, da bi mogoče, če bi bil nek drug iz tega trojčka, da bi bili te protesti manjši? Ker zdaj na nek način je ta beseda janšisti tudi kar zginila iz prostora, ne? Zdaj, kar na lepo se ne borimo več, zdaj, a bi bil Stevanovič potem janšist, a je Vrtovec janšist, zdaj tega ni več, ne? Tukaj moram takoj izraziti, oziroma absolutno, ne, da pa Janša zato ne bi bil predsednik vlade, ker bi se bali biciklistov in vseh ostalih protestnikov, ne, to pa ne gre. Ne. Torej, če je pa to igra, potem pa seveda on ni nihče drug za nalašč. Ne. Ampak kar se teh protestov tiče,
kar naj protestira. Meni je čisto vse, naj se vozijo s kolesi, naj delajo, kar hočejo, naj berejo ustavo, naj jejo burek. Naj policija poskrbi, da bo Blajvajsova prevozna, skratka, da se pride tamle od Delavskega doma do Kinavič normalno in potem tam noter naj pa počnejo, kar hočejo. Kaj zdaj mi lahko pričakujemo do ponedeljka? Ponedeljek 20. april bo nek pomemben dan, takrat se bo predsednica Nataša Pirc Musar pogovarjala s poslanskimi skupinami in je rekla, da bodo skupaj šteli ali bodo prešteli do 46 glasov. Zdaj, koga bo zdaj, kaj se bo še zgodilo, kaj lahko pričakujemo? Pričakujemo lahko poskus, da se zmehča oziroma da se kupi nekaj poslancev, bodi si od demokratov, bodi si od resnice, da se potem predoči temu sredinskemu trojčku, gledajte, mi smo tele ljudi kupili, ne, imamo dovolj, ne, zdaj lahko gremo mi samo s temi 3, lahko greste pa vi zraven kot stranka v celoti in boste imeli, kako bi rekel, majčkeno več vpliva kot sicer, ne, in potem bi znal kdo reči, ja, se to je pa zdaj manjše zlo, če gremo mi vsi skupaj zraven, kot če nam samo ene par ljudi ukradejo. Skratka, stvar stoji in pade na tem, ali bo ta korupcija uspela, ali pa ta korupcija ne bo uspela. Jaz si želim, da ne bi, ker bi bilo to izjemno nehigienično, dejansko v nasprotju z voljo volivcev. Jaz si želim, da trojček ostane trden in da se zaveda, da je ta trojček tisti, ki odloča o tem, kdo bo vodil naslednjo vlado. No, to so te 3 možni, ne, predsedniki teh strank. Kdo je zdaj tu najbolj šibek člen? Ali je to Anže Logar, ki sploh ni prišel v parlament, pa ima pisano sestavo teh poslancev, tudi ne vemo, kdo so pravzaprav. Mogoče Nova Slovenija je še najbolj konsistentna, tudi za resnico, ne vemo dobro, kdo so ti ljudje. Kje se bo poskušalo najbolj pritiskati? Jaz slabo poznam, kdo je bil izvoljen. Mislim, da predsedniki niso šibki členi, ne, oziroma če bi rekel, kateri predsednik bi celo svojo stranko peljal drugam, bi se mi zdelo še najbolj verjetno, da bi to storil Stevanovič, ampak zelo malo verjetno tudi pri njemu, ne. Tako da bi se to zgodilo institucionalno, ne da bi najprej kupili, da bi najprej poskušali vplivati na posameznike, se mi ne zdi verjetno. No. Ampak posameznike pa lahko, kajti Logar ni v parlamentu, ne? Posameznike lahko nagovarja. Jaz ne mislim, da bi Logarja, to je dejansko, kako bi rekel, narodna reč, ne? Da ni izvoljen. To je posledica volilnega sistema, kakršnega imamo, ki predvsem novim strankam, majhnim strankam ne omogoča dobrega predvidevanja, kateri okraji so izvoljivi in kateri niso. Ampak tak sistem pač je. Tako da, ja, mu je, kako bi rekel, nekoliko težje voditi oziroma držati skupaj svoje poslance, glede na to, da ni eden od njih. Ja, ampak ali naj zdaj, recimo v tem prvem krogu 46 glasov lahko pač prinese, da tako rečem, tako rekla tudi predsednica, Robert Golob. Zdaj se vem, mora kaj podpisano prinesti ali kakorkoli bodo to šteli. Ali naj zdaj Janez Janša čaka na drugi krog, kjer v bistvu samo 10 poslancev lahko predlaga novega mandatarja, pa je potrebna še vedno večina 46 ali tretji krog, kjer je samo večina tistih, ki so prisotni. Skratka, kaj ne zdaj dela Janez Janša? Ali ne že on v ponedeljek prinese? Tega mu jaz ne bom svetoval, tudi ima sam bistveno več izkušenj, kako ta politični dribling funkcionira. Tisto, kar pa moramo vedeti, pa je, da je včasih, oziroma da je praviloma tako, da zato, da bi prišli do najboljše rešitve, mora najprej nekaj drugih rešitev odpasti oziroma se morajo izkazati za nemogoče. Mislim, da se bo to dogajalo, ne? Da bo najprej odpadel kot možen predsednik vlade. Če tak trgovina ne bo uspela, Robert Golob, potem bomo šli pa naprej. Zdaj recimo pred parlamentom, ta dan, ko se je oblikoval državni zbor, je bil tudi velik protikorupcijski shod in seveda so se zavzeli proti korupciji. Bilo je veliko predstavnikov stranke SDS tam, tako da je na nek način zunaj delovalo, kot da je to tudi shod te stranke. Ampak vendarle,
ta blok, ki ima skupaj 40 glasov, je predlagal interventno zakonodajo. To se pravi, recimo, na kratko, znižanje DDV-ja. 40 glasov? Skupaj Govorimo ta SD, o bloku. Ne samo Nove Slovenije, ampak vse te 3 stranke, ki se zavzemajo za se pravi sredinski trojček. Sredinski trojček, tako, ja, ta sredinski trojček. In tudi predlaga to interventno zakonodajo. In seveda zdaj je vprašanje, ali bo ta interventna zakonodaja, zdaj danes menda že razpravljajo, pa seveda te socialni partnerji so proti temu, ampak ali bo to zdaj dovolj, ali bo to zdaj prepričalo, ali so to zdaj pravi ukrepi in kdo se bo pravzaprav res lotil te korupcije, kajti korupcija je edino ta skupina, bi bila neka nova skupina, ki jo predlaga Anže Logar, neka nova skupina, ki bi to preganjala. Zdaj, ali so bolj važni interventni ukrepi, davčni, dolgotrajna oskrba, ali naj s tem pohitijo, ali naj pohitijo s to protikorupcijsko skupino, oziroma bo to kaj pomagalo. Ja, glejte. Nočemo nobenemu nič slabega, res samo eno prispodobo bi rad dal, pa nočem res nobenega z ničemer primerjati. Ampak če ena vzgojiteljica v vrtcu želi, da bi otroci nekaj, kako rekel, da bi bili skupaj, in pač da nekaj zadelati. In zato, da bi ta sredinski trojček funkcioniral skupaj, da bi se oblikovala neka skupnost, da bi se oblikovalo neko zavezništvo, je fajn, da imajo nekaj zadelati. In pač delajo ta interventni zakon. Vse podobno je pravzaprav probal Golob, ko jih je začel vabiti, v bistvu so se tudi rekli, da se bodo pogovarjali o nekih nujnih ukrepih, ki so zdaj ful potrebni za to, ker prihaja kriza in gor in dol. S tem, da je očitno tole, kar dela trojček, bistveno boljše pripravljeno, bistveno bolj smiselno. Se bi lahko človek kakšno stvar tudi kritiziral, ampak jaz vidim to kot mehanizem, skozi katerega se vzpostavlja sodelovanje znotraj tega trojčka. Ne vidim, odkrito povedano, objektivne gospodarske nujnosti in tako naprej, da se to sprejme, je pa izjemno dobro za oblikovanje neke bodoče koalicije, za oblikovanje tega, da vidimo, v katero smer pa želimo iti. In ta trojček, pa se mi zdi, da je veliko simpatij tudi iz SDS-a, glede na to, se strinja, treba je narediti boljše pogoje za gospodarstvo, treba je znižati v bistvu kaznovalno obdavčenje najbolj uspešnih oziroma narediti neko socialno kapico. Treba je poskrbeti tudi za to, da so davki, kjer pa imajo, bom rekel, manj premožni največje stroške, da so nižji in tako naprej. In tukaj se izkaže, da ima ta trojček na gospodarstvo, na razvoj zelo podobne poglede in da so pogledi predvsem levice, pa tudi enega velikega dela Svobode, diametralno različni. Tako da, fino, da gredo s tem naprej. In ravno tako podpiram idejo, ki jo imajo demokrati v zvezi z neko specialno enoto za preganjanje korupcije. Mi sicer imamo komisijo za preganjanje oziroma preprečevanje korupcije in tisti NPU in vse mogoče. Je pa res, da če želimo vzpostaviti neko pravično inštitucijo, nekoga, ki bo obravnaval vse enako, ki ne bo ščitil v narekovaju naših, da je dobro to stvar postaviti od začetka. In je tudi to en projekt, s katerim se mi zdi, da spet znotraj tega trojčka, znotraj recimo neke koalicije, ki je izvolila Stevanoviča, se pravi trojček plus SDS, ni nobenih zadržkov. Medtem ko na drugi strani zadržki so. In je politično spretno, da v tem času, ko se vzpostavlja koalicija, izbiraš teme, kjer se najdejo, kjer je med temi soglasje. Če bi izbrali neko temo, verjetno v zvezi s kakšnimi partizani, domobranci in tako naprej, bi bile težave. Če bi izbrali kakšno temo vezano na Izrael, Ukrajino, Gazo, bi bile težave. Morda, ne vem. Tako da nekdo, torej tisti, ki skrbijo za to, ki povezuje, to se mi zdi, da vendar je tukaj Nova Slovenija zelo pomemben člen tega, tudi največji del tega trojčka, dobro pelje stvari. Zdaj, če verjamemo to, kar slišimo, je ravno tu velik problem. Recimo na eni strani, ker vprašanje je to,
če pustimo zdaj možno podkupovanje, je to, kaj lahko Robert Golob ponudi, oziroma česa absolutno ne more ponuditi. Ne? Če gredo po programu, zdaj smo videli tudi teden prej, da je že mogoče malce zapopadal te tržne kriterije, tudi on bi mogoče zdaj že majčkeno znižal davke in tako naprej, ampak zanimivo je, katera je pa tista tema, ki je Robert Golob ne more ponuditi in se z njo ne more strinjati. Očitno, če sodimo takole od zunaj, je to ta protikorupcijska komisija. Ta je tista, kjer ne bodo prišli skupaj. Ta je tista, kjer si oni polomijo zobe, ker imajo maslo na glavi, kot smo videli. Ja, torej Golob bo varoval, kako bi rekel, svojo kraljico. Ne? Tudi jaz mislim, da Golob prav velikih, kako bi rekel, programskih koncesij ni sposoben dati, ne? Ima pa denar. Ne? On z denarjem lahko dosti lažje stvari doseže, kot za nekim ideološkim oziroma vsebinskim popuščanjem. Zato me je pravzaprav tega dosti bolj strah. Ja, ali pa z izsiljevanjem. Ne? No, ali pa izsiljevanje, kakorkoli. Ne? Ker zdaj so oni že začeli objavljati na teh spletnih medijih neke izjave, ki naj bi bile izjave resnice, pa se je potem izkazalo, da niso bile. To so že novinarji malce vkomponirali v svoje članke. Ne? Recimo tule imamo eno tako in so potem se, naprimer, tale novinar potem potegnil nazaj, da dejansko je bilo lažno. Oni imajo na nek način en velik arzenal vsega tega, rekli ste denar, ne? Potem je mogoče kakšne tajne podatke, kakšna snemanja, kakšna policijske prisluhe, kaj pa vemo, kaj imajo, ne? S čim lahko izsiljujejo. To je treba zelo resno vzeti, kako ima Stevanović občutek, da ga spremljajo, snemajo in tako naprej. Konec koncev, poglejte, takrat, ko smo govorili o aferi Black Cube, tam so bili neki ljudje, ki so pričali, ki so vedeli, kdo prihaja in odhaja na stranko SDS. Mislite, da če SDS nekdo pokriva, kako bi rekel, privatno obveščevalno iz Slovenije, da ne pokrivajo resnice Stevanovića in tako naprej. Zdaj, glede tega, če dalje težje je pravzaprav ugotoviti, kaj od tega, kar na internetu preberemo, je res, kaj ni res. Obseg nekih dezinformacij, ki kroži, je frapanten, vsi se poskušajo tega posluževati. In tukaj je velika priložnost za resnicoljubne medije, ne? Kot je Domovina, kot je Info 360, kot je Zanima me, kot je Družina, kot je Planet TV in tako naprej. Ampak Stevanović ima tudi v programu ukinitev RTV prispevka. Mislite, da je RTV zdaj pristransko na njegovi strani oziroma na strani drugih proti njemu? Se v bistvu jim grozi, ne? A mislite, da RTV ni pristranski? Absolutno. Ste bili tam dolgo časa v službi, pa se najbrž na neko razmeroma, bom rekel, iz razmeroma dolgega časovnega obdobja spominjate in koliko je pristranski, povsem objektivno, skratka, koliko pristranskosti vidimo gledalci na sliki. In to še neka grožnja. Naše domove, ne? Ja. Tisto, kar mi ne vemo, vi pa veste, vi pa poznate te vaše kolege, ne? In za vsakega posebej veste, kako rekel, ideološko, kje stoji. Ne? Kakšna so njegova osebna prepričanja, ki se na tak ali pa drugačen način potem skozi sliko, skozi komentarje, skozi izbiro besed, skozi nasmeške ali ne nasmeške, skozi poglede zrcalijo potem na programu. Ne? Tako da bi zdaj postali, da so bili do zdaj takole krasni, super, zdaj pa šel pa Stevanović pa rekel, da jim bo ukinil prispevek, pa so zdaj zato do njega kritični. Ampak vsem bi lahko imel Stevanović majico ukinitev RTV prispevka, če imajo že oni neodvisni nikogaršnji hlapci. On je zdaj predsednik parlamenta in mi je všeč, da hodi okrog v rekelcu, kravati, srajci in tako naprej. Ne more v nekih majicah hoditi. No, tudi upam, da v rdečih čevljih ga ne bomo gledali. Ja, mislim, da ne. Ampak dobro. To se pravi, recimo, zdaj do ponedeljka, kaj se lahko zgodi. Programsko leva stran ne more ponuditi ali pa se ne more strinjati s protikorupcijsko posebnim uradom, komisijo, zato ker so sami... Programsko mislim, da je še večji razkorak na področju razumevanja gospodarstva in razumevanja
preprostega dejstva, da je denar najprej treba zaslužiti, potem se ga pa lahko deli. Ne? Tle na levi so doktorirali z tega, kako bi delili denar, ki ga je zaslužil nekdo drug. Od tistih idej, ki jih so se enkrat Golobu prikazale v prejšnji volilni kampanji, kako bi morali dvigati dodano vrednost v Sloveniji na 90-100 tisoč evrov in tako naprej. Ne? Od tega ni bilo popolnoma nič. Ne? Vlada v odhajanju ni sprejela nobenega ukrepa, zaradi katerega bi se v Sloveniji poviševala dodana vrednost, zaradi katerega bi prišli v Slovenijo investitorji, ki bi dali slovenskim delavcem boljše stroje, na katerih bi več lahko naredili, bi bolj produktivni, imeli više plače, više zaslužke, više dodano vrednost. Ne. Tukaj je razkorak med Svobodo, SD, Levico, kjer zna Levica to najboljše artikulirati, da se razumemo, ne. In ostalimi opozicijskimi strankami ogromen. Prihajajo oziroma smo v nekih zahtevnih gospodarskih časih. Iz Amerike prihaja kar naprej signali, carine take, carine drugačne. Zapiramo Hormuško, ne zapiramo. Papež ni v redu. Ja, torej tisto prav gotovo ne vpliva na stabilnost gospodarstva, čeprav presenetljivo v Združenih državah kljub vsemu temu stvari zelo, zelo dobro tečejo v primerjavi z Evropo, ne, ampak šoki, kot je bil ukrajinski šoki, kot je ta povezan s Hormuško ožino in Iranom, nek stalen, niti ni šok, ampak je nek stalen pritisk, Kitajska napreduje na vseh področjih, pravzaprav prevzema vse mogoče industrije, vse mogoče dobavne verige. Se mi zdi, da to postavlja v ospredje gospodarska vprašanja, gospodarske probleme in kot rečeno, tukaj imamo na eni strani tiste, ki bi doktorirali iz tega, kako to v narekovaju pravično deliti in tiste, ki bi se posvetili temu, kako čim več ustvariti, da bomo potem kaj tudi prerasporedili oziroma delili. In se mi zdi, da je kako rekel, izbira tukaj popolnoma jasna. Ne? V teh gospodarskih časih, slabih časih, komu bi bilo treba zaupati krmilo. To se pravi, imamo neko moč denarja, ki lahko podkupuje, imamo neko moč neke ideologije, ki se zdaj konec koncev tudi malce utepajo te levice vsi, mislim, da zdaj nihče sploh z levico ne bi več sodeloval, ampak potem pa imamo tudi neke možne grožnje. Dobro, omenili smo že predsednika državnega zbora, ki misli, da mu sledijo, pa da je telefon sam potoval po Sloveniji, ampak recimo imamo pa tudi Dušana Smodeja, ne, ki pa mu je bila vročena obtožnica, ne, to je kar neka velika grožnja, ker menda, tako pravijo, niso samo člani stranke Levica vpleteni v vse te Epsteinove, naše slovenske Epsteinove fotografije in zgodbe, ampak praktično cel vrh, cela ta tako imenovana smetana družbe se je malce izživljala v teh zgodbah. To je ena taka možnost, da se tule nekomu grozijo. In pa seveda tudi dr. Golob, ki je bil do zdaj, vsaj strani medijev, dokaj nedotakljiv glede njegovih podjetij, pa Star Solar, pa vse te energetike, pa te grožnje pretijo. Pravzaprav so tudi že ustanovljene parlamentarne komisije, ki bodo te nekaj naj bi preiskovale in seveda ena parlamentarna spet to črno kocko, ne. Zdaj, kaj tukaj v bistvu lahko pričakujemo? Kar se te črne kocke tiče, te Black Cube oziroma teh posnetkov, je tudi zanimivo, da lahko samo posamezniki, ki so bili snemani proti svoji volji, lahko vložijo torej zahtevo za preiskavo, ne more pa država. Ne. Država je lahko seveda samo rekla, evo, če pridete na mejo, vas bomo zaprli. Ne. Itak ne bodo tudi, več. Torej, zakaj ne? Zakaj bi jih država zaprla? Sej država teh ljudi ne preganja. Preganjeni bi bili na zasebno tožbo. Ja. Te zasebne tožbe bodo vložene ali ne bodo in če te nekdo na zasebno tožbo preganja, a veste, vas ne zaprejo za to, ampak vam uročijo, da ste vi tisto tožbo dobili, sicer se pa, dokler ta sodni postopek ni končan, se vi svobodno sprehajate, kjer se hočete. Ne.
Torej, kar nekaj groženj, ki tako za eno in drugo stran, torej tisto drugo desno so mogoče ta podkupovanja ali pa neke grožnje, ki še sledijo do ponedeljka ali pa pred sestavo koalicije. Na drugi strani pa to, kar je bilo v teh 4 letih narejenega ali pa ni bilo narejenega, tudi na nek način grožnja po preiskavah. Zdaj, jaz bi si dosti bolj kot parlamentarne preiskave želel, da bi mi imeli policijo in tožilstvo, ki bi te stvari preiskovala, ker če policija pa tožilstvo nekaj preišče, gre potem to na sodišče in je mogoče lahko nekdo obsojen iz tega. Parlamentarna preiskava, ali jo naredijo eni ali jo naredijo drugi, je v glavnem namenjena, kako bi rekel, političnemu škodovanju, včasih političnemu blatenju tistega, ki je preiskovan. Tako da, ja, se je čist fino, da bodo kakšne te preiskovalne komisije naredili. Je pa padel en dober predlog zadnjič na X-u, je rekel, te preiskovalne komisije bi bilo tudi treba tako narediti, da bi bila 2/3 večina v parlamentu, zato skratka tiste stvari, ki se zdijo neki veliki večini v parlamentu potrebne preiskave, tisto se preiskuje. Sicer pa, se pravim, v pravni državi, a veste, stvari ne preiskuje Komisija za preprečevanje korupcije, pa informacijski pooblaščenec, pa varuh človekovih pravic, pa ne vem, koliko je še teh različnih varuhov. Ampak to dela policija, pa to dela tožilstvo. In ne morejo biti te inštitucije, vključno s preiskovalnimi komisijami v parlamentu, nadomestek za to, kar bi morala narediti policija. In ta ne dela. Ta pa, kako bi rekel, deluje nekako tako, daleč gledano, da malo levo pa desno ne vidi enako ostro. Očiščena je čista. Očiščena, depolitizirana policija. Depolitizirana, to bo zdaj ta novi izraz. Ješisti so kar malce izginili, ne? No, pa sej gre za zelo podobna stvar. Ja, tako. No, zdaj na koncu še volitve na Madžarskem. Kako one vplivajo na Slovenijo, če sploh? Morale, po mojem mnenju, morale bi vplivati na način, da se zavemo podobnosti med Madžarsko in med Slovenijo in med načinom, kako je Orban uspel v 16 letih na Madžarskem zelo veliko moči, medijske, gospodarske, vse druge skoncentrirati v svojih rokah, se zaveda, da je pravzaprav on manj te moči imel, kot jo ima to slovensko levo omrežje, in da je zdaj prišel nekdo, ki bo to počistil. Kot berem jaz izjave bodočega madžarskega predsednika vlade, Madžarja, nekih velikih odmikov od madžarske politike do Rusije, do Izraela, celo do Evropske unije, do migracij, do tega bolj suverenističnega pristopa oziroma organizacije Evropske unije kot skupnosti suverenih držav, tukaj nekega velike razlike pravzaprav ne vidim. Glavna razlika je te korupcijska omrežja oziroma omrežja, ki se, če je neka politična oblast zelo dolgo na oblasti, se ti pač vsi mogoči pridružijo, ki neke usluge pričakujejo in dajajo in tako naprej, da bodo te stvari nekoliko precej razgradili, da pa smer madžarske politike ne bo zelo drugačna. In tudi, a veste, tisto, kar je Madžarska, kar je Orban počel in je bilo koristno za Evropsko unijo in nasploh za nek konzervativizem v Evropi, on je na nek način absurdno, iz neke bivše socialistične države, razmeroma revne države, financiral kar nekaj nekih nevladnih organizacij na Zahodu, zato da bi promovirale, naprimer, konzervativizem, da bi promovirale nekaj, torej Evropsko unijo kot neko zvezo suverenih držav, torej manj centralizirano, manj federalno Evropsko unijo, klasične vrednote, proti teoriji spola in tako naprej. In jaz mislim, da bi Madžarska še vedno, torej, da bi znala z podporo tem nevladnim organizacijam nadaljevati. To se pravi, tako kot ste rekli, tega konzervativizma ni konec na Madžarskem. Ne, Madžari so imeli pravzaprav izbiro med konzervativcem
okrog katerega se je nabralo veliko korupcije, ne? Okrog katerega se je tudi oblast, a veste, kako bi rekel, kalcificirala. No? Pač, če dolgo časa ni menjave, če dolgo časa ne zamenjaš vode v akvariju, v ribniku, kjerkoli se pač stvari počasi usmrdijo. So imeli Madžari, se mi zdi, nekako dovolj tega. Ne? Hkrati se pa niso odpovedali nekim vrednotam oziroma nekim principom. Tudi kot berem analize, zgubili so Orbanovi stik z mladimi volivci, ne? So nekako kar vzeli za zdravo, za sigurno, da ko ljudje postajajo starejši, postajajo njihovi volivci oziroma začnejo voliti za njih. Ne? Niso, bom rekel, vlagali v to. Napačno so pričakovali, da s tem, če imajo medije v rokah, ne pa tudi socialnih medijev in ne pa tudi teh osebnih omrežij, da je to dovolj za zmago na volitvah. Tako da, skratka, za neko tako zmagoslavje, kot ga beremo od naših levičarjev v zvezi z Madžarjevo zmago, mislim, da ni podlage. Ne. Madžarska ostaja bolj ali manj, ne, in to pravzaprav človek državi zavida, ne, če se oblast spremeni, če pride do, on je zmagal z ustavno večino, tudi po zaslugi tega, kako je Orban te volilne enote naštimal za to, da bi on imel v svojem času volilno manjšino. Madžar je zmagal s približno takim procentom, kot je zmagala recimo naša opozicija. Ne? Ampak je volilni sistem tak, da ima on zdaj dvotretjinsko večino, lahko dela, kar hoče. Pri nas se pa mukoma borimo za to, ali se bo mogoče dalo vlado sestaviti. Ne? No in seveda ponedeljek 20. april je pa tudi pomemben dan za Marto Kos. Namreč takrat pa bodo, tako kot je predlagala tudi Ljudska stranka, zdaj v bistvu na odboru za zunanje zadeve Evropskega parlamenta bodo izprašali zdaj tole komisarko za širitev Marto Kos, kako je z njenim sodelovanjem z službo državne varnosti oziroma UDBO. No, to je za Slovenijo škandal. Ne? V bruselskih medijih, tudi v kakšnih liberalnih oziroma progresivnih levih, je precej zgražanje nad tem, da Slovenija pošlje v Brusel, kako bi rekel, bivšo agentko oziroma sodelavko Štazija oziroma slovenskega ekvivalenta le-tega. Ampak smo spet tam pri tem, kako se delajo klobase in kako se dela politika. Ne? Po drugi strani je pa za tiste, ki imajo res moč, ki imajo res oblast, ki želijo neke stvari speljati po njihovo, koristno, če so ljudje, ki delajo za njih, taki, ki imajo nekaj masla na glavi. Ker taki ljudje niso suvereni, niso samostojni, morajo ubogati, ali pa bo šel, ali pa bomo o tebi še kaj povedali. Ne. Tukaj so nekatere teorije povezane tudi s tem, da je seveda o Marti Kos v beograjskih arhivih še marsikaj in da si je zaradi tega ta krog okrog Jankovića, Vučića, Dodika in tako naprej želel to osebo, jaz tega ne vem, ne, to osebo za komisarja, ampak čisto z vidika tega, s čemer smo pogovor začela, nekega zaupanja v institucije, spoštovanje inštitucij, to, da so v institucijah, bom rekel, ljudje, ki vplivajo zaupanje, ki dajo te inštituciji ugled. Ne. Smo mi poslušali kup zgražanja nad Stevanovićem, ne, v zvezi z Marto Kos, pa takole v desnih medijih je nekaj jamranja, ne, nekaj negodovanja. Tale mainstream pa pravzaprav nima s tem nobenih težav, hkrati ima pa strašne težave s Stevanovićem in to hinavščino je res težko poslušati. Se lahko zgodi, da bi jo nadomestil Robert Golob, tudi ta ideja je bila, njo odpokličajo ali odstopi, na njeno mesto gre Robert Golob, pa imamo dve muhi na en mah. Ne vem, če bi to sodilo v tekoče posle, ki jih zdaj še Golobova vlada opravlja. Ne? Če bi prišlo do zamenjave, bi moralo priti že prej. Jaz mislim, da bi znali vztrajati s to pozicijo. Ne? Je pa tudi možnost, veste, da bi one dva samo zamenjala pozicije. Ne? Tukaj je tudi kup ljudi reklo, da z Robertom Golobom ne gre, ne? Mogoče bi pa z Marto Kos šli. Ne?
Saj v Sloveniji pa to ni nič tako hudega, če si bil sodelavec Udbe. Mislim, mečkam sem ciničen, ampak žal je tako. Očitno. Dobro, s tem končava, vsi pričakujemo zdaj ta 20. april, to je prihodnji teden in takrat bomo spet videli, kako stvari stojijo. Pa še kaj drugega se bo zgodilo. Dr. Žiga Turk, najlepša hvala za vaše komentarje. Hvala za vabilo. Hvala za pozornost. Nasvidenje.